Poslušamo tudi o prerokinji Ani, zanimivo. Sveti apostol Pavel Galačanom nam lepo razlaga to posinovljenje, to sinovstvo, kako na ta način pravzaprav moramo najprej razumeti, da to smo, da smo sinovi, da smo torej Božji otroci, da na ta način potem lahko vračamo za to ljubezen, ki nam je bila dana. Namreč zato, da bi sprejel našo človeško naravo, da bi se združil s to človeško naravo, ker ne samo sprejel, se je prav združil, razen seveda v grehu. S to človeško naravo je večna beseda skrila svojo božanskost, svoje veličastvo, svoje kraljevsko dostojanstvo, veličastvo, svojo, kako bi rekli, oblast, moč, kraljevsko, spravi to moč, ki jo ima, in seveda tudi svojo veliko oziroma neskončno modrost, tudi to. In kako je to naredila? Seveda, da je to bil dojenček, da je to bilo dete. Vemo, kako dete raste, nekateri ste že dali večkrat to skozi, da vemo, kako to gre, da pride potem do tiste dobe razuma. Tako tudi za Jezusa je rečeno, da je dete raslo, zlasti v tem dobrem, pravem človeškem razumu, pravi, da to. Takrat potem seveda začne drugače delati tisti otrok, oziroma naj bi začel, seveda je od številnih stvari potem odvisno, ampak načeloma bi bilo potem tako, da neha oziroma počasi neha živeti po teh nagonih, po katerih živi, je živel do takrat, in da začne razumno tudi živeti svoje življenje. Se pravi, Jezus je šel po isti tej poti, zato ker je Bog tako hotel, da se je skril v to dete, tudi kot kralj in vse te stvari, to smo že seveda razglabljali v teh božičnih dneh, in se pravi, to Božje dete, ki seveda še ne zna govoriti, ki se ne premika, takrat vemo, kako so jih zavili v tiste povoje, tako da se ni premikalo, da je bila res štruca, tako da v vseh teh zadevah in seveda v vsaki stvari je to dete tudi odvisno od drugih. Vemo tudi danes, ko obhajamo, hkrati smo se samo spomnili v glavni mašni prošnji, kot tako pride, kadar je na nedeljo, praznik nedolžnih otrok. Jožef je moral zaščititi sveto družino, torej deteta Jezusa in Marijo, da so šli v Egipt. Ampak to je bilo precej daleč. To spet pravijo celo o 300 miljah, smo razglabljali na duhovni obnovi. Si lahko poslušate te stvari. Verjamem, da nekateri ste že tudi poslušali, tako da te stvari. Spravi še dlje, kot sta Jožef in Marija morala prehoditi, ko sta se odpravila iz Nazareta v Betlehem. Spravi, to je odvisen, torej dete Jezus, od Jožefa in svoje matere Marije, seveda ona ga hrani in vse te stvari. In vemo, kako tudi sveti Alfons je tako razmišljal čudovito v teh svojih pesmih, ki so pravzaprav teološki traktati molitve. Recimo v soboto in tako, ne v petek, sem si vrtel tisto pesem, ki je bila potem vzeta še ena druga iz tiste pesmi, Quando nascite ninna, se pravi, ko se je rodilo dete, bomo rekli, se pravi, malček dete, se pravi, tam noter je vse tisto razmišljal in seveda si je predstavljal sveti Alfons, kako Marija občuduje to dete, kako mu poje uspavanko in tako dalje. In to tudi v naših teh božičnih pesmih in tako
je dosti tega premišljevanja prav te teologije in tudi teh čisto človeških stvari, ki so normalne, dobre, ne. Torej Marija in Jožef, ki se prav tako čudita, ne, po drugi strani, ker vidita mnogo teh skrivnosti, ki ju presegajo in onadva torej prav z občudovanjem to gledata, ne. Delata svoje dolžnosti in tako, ampak vidita, ne, tukaj je toliko skritega, ne. Rečeno je potem, Marija je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu in to tudi mi moramo delati, ne. Na nek način, da bi vračali to božjo ljubezen, ki pravzaprav ni, moramo mi vedeti, ne, to ni neka romantika tukaj, ne. Bog se je neskončno ponižal, da si je prevzel človeško naravo. In potem je šel še tako daleč, da je svoje lastno človeško življenje daroval na lesu križa do zadnje kaplje krvi za nas, ne. Še dodatno, sama ponižanja so to, ne. Neskončno božje veličastvo, kraljevsko dostojanstvo in tako dalje, ki se tako poniža, neskončno poniža, pravzaprav bi rekli, ne. Vidite tudi pri sveti maši, kako se Bog poniža, da pride pod podobo kruha in vina, ne. To je tudi eno veliko neskončno ponižanje, ne. Tako da to je ta velika skrivnost, ne. In moramo to potem povezati z našim revnim, bornim življenjem, ne. So take lepe pesmi, ne, recimo tudi ta mati Elizabeta Kremžar, ki jih je pisala, pa še kateri drugi, ne. Se pravi, kako mi lahko vračamo, ne. Mi imamo to ubogo, revno življenje in prav to moramo darovati temu našemu Bogu, ki se je učlovečil, ker drugega mi pač nimamo, ne. Drugega nimamo kaj podariti, ne. Vse drugo, kar je dobrega in tako dalje, pa tudi manj dobrega, slabega in tako, kar nas preizkuša in tako, to pač Bog daje, ne. Mi lahko damo, ne, kot smo rekli, za ubogega, skesanega razbojnika samo svoje grehe, pravzaprav svoje zločine. Ma glih to moramo darovati Bogu, ne. Svoja umanjkanja, svoje te stvari, svoje opustitve, ne, bomo rekli, vse te zadeve, ne, to moramo Bogu darovati, ne. Vidite, božja ljubezen je tako velika, da premaga vse ovire. Sprejme kakršno koli zadevo, kakršenkoli pogoj, ne. Spravi, se rodi v štali, se rodi tam med živalmi in tako dalje, ne, z malo slame in to, ne, tudi to je razmišljal sveti Alfons Ligori, ne. In sprejme kakršnokoli odpoved, ne. Zakaj? Zato, da se združi z nami, ker nas tako ljubi, ne. Spravi, če se hočemo mi združiti z Bogom, moramo podobno pot prehoditi, ne. Kar je večna beseda prehodila, moramo tudi mi na nek način prehoditi, če hočemo se združiti s to večno besedo, ne. Ker nam je dal to možnost. On se je združil z našo človeško naravo, razen greha, ne. Tudi mi se moramo znebiti greha, ne. To lahko samo z njegovo pomočjo, z njegovo milostjo naredimo, ne. Spravi, on se je tako ponižal, ne. Govorijo kenozis, rečejo, ne, po grško s temu reče, ne, to ponižanje, ne. Spravi, neskončna ponižnost, ne. To se odpira pred nami. Pot ničevosti, bomo rekli, nič, ne. Popolno odrekanje, ne. Vse pa hkrati nič, kot je vzklikal tudi v svoji uspavanki, ki jo je detetu pel sveti Janez od Križa, ne. Tako da sem rekel, da je več svetnikov, ne, to skladalo in zlagalo, ne. Evo, tukaj je še sveti Janez od Križa, ne. Zato pravi, da bi imeli vse, je treba ne imeti nič od nič, tako je rekel, ne. Spravi, če hočemo imeti vse, kaj je to vse, oziroma kdo je to vse, to je Bog seveda, ne. Mora biti Jezus, ne, človečen je Bog.
ne smemo imeti nič od nič. To je torej on napravil, ne? In nič nas ne sme zdeti pretežko, ne? Pravzaprav. Nobena odpoved pretežka, prevelika in tako dalje, ne? Ampak mi seveda živimo v takem svetu, ki je komoden svet, ki je udoben svet in tako dalje, ne? In se nam zdi vse pretežko. Vsaj malo bi morali, ne, tukaj si storiti sile, bi rekli, sami sebi, ne. Ne drugim delati sile, ne, ker to bi bilo, seveda, vemo, kaj, ne, če storiš silo nekomu, ne, ampak sami sebi, ne. Sami sebi, se pravi, si odtrgati neke stvari, kot so rekli, majhne žrtvice, ne, vse te zadeve. In to uči tudi že otroke, ko so majhni. Bolj, ko jih bomo učili te stvari, bolj bojo potem znali, ne, kot smo rekli. Kar se Janezek nauči, to Janez zna, ne, potem. Zlasti v teh zadevah, ne. Vemo, kaj se zdaj Janezek uči, ne. Drsati po ekranu, tisto se uči, ne. Tisto je Vilko in podobne so učili ljudi, ne. Ampak recimo, ali Štefko, ne, Jobs in tako, ne. Štefko, kako bi rekli, Jobs, zaposlitve, ne, ali kako, v množini, ne. Ja, Štefko svojim otrokom, pokojni, ne, ni dajal teh naprav, ne, jim ni hotel dajati tega strupa in tako. Je rekel moj prijatelj, odvetnika ima, to je rekel, ne, da kako so mu dali vse te raziskave, da to je kot kokain, ne, pravzaprav in tisto. Ampak mi pač vsi, ne, torej se drogiramo s kokainom na nek način, ne, vidimo. Spravi, da to, ne. Dajmo se bolj kot vse drugo, najprej se moramo sleči te lastne ljubezni, samoljubja, kot temu rečemo, ne, egoizem, ne, svojega napuha, svojega ponosa, svoje prazne slave, svojih teh zahtev, da bi se uresničile naše pravice in tako, ne. Svojih časti, tudi temu se moramo odpovedati, ne. Zdaj, ko je prišel naš diakon Nikolas, ne, smo ga dali seveda v škofovo stanovanje, ne, ki zdaj smo ga pridobili, ko so se naši podnajemniki odselili, sem rekel, si rato škof, ne. Še preden si rato mašnik, si rato že škof. Rekel, would you believe it? Je rekel, tako da, ne, seveda ni teh pretenzij, ne, seveda, ampak če reči tako malo, da se zafrkavamo, ne, ampak resnično ne smemo stremeti po nekih takih časteh in nekih takih zadevah, ker največja čast je to, da smo lahko v edinosti z Bogom, v Božji milosti, ne, da smo združeni z njim na koncu, ne. In tukaj je treba dosti delati na temu, ne, tako da to, kot nas je on ljubil, kdo nas bo še enkrat tako ljubil, ne, kot pravi v eni od svojih kitic Adeste Fidelis, ne, Fidelis, spravi ta tradicionalna božična pesem, ne. Oziroma, ne, kdo ne bo tudi ponovno, oziroma kdo ne bo tako vračal ljubezni tistemu, ki nas tako je ljubil, ki nas tako ljubi in tako dalje, ne. Spravi tako, ne, tudi je več teh prevodov, razlag in tako dalje, spravi moramo vračati na tak način. Tako da te stvari malo zdaj lahko premišljujemo vse te zadeve, kar smo tudi danes brali, poslušali in tako dalje, ne, vidimo recimo način prerokinje Ane, ne, ki je s postom in molitvijo gojila krepost pobožnosti in vernosti, ne, in je na tak način seveda Bogu vračala za vse te milosti. Vsaj v neki meri moramo biti podobni prerokinji Ani, ne, tako da te zadeve malo ni zapuščala svetišča, ne. Ni zapuščala svetišča. To ne pomeni zdaj, da moramo biti noč in dan tudi mi v cerkvi, v kapeli in tako dalje, ne, daleč od tega. Moramo gojiti noč in dan povezanost
z Bogom, z Marijo, z angeli, svetniki, ne? Ta povezanost, ta kanal, ki je zmeraj odprt, ne? Z nebesi, bomo rekli, ta povezanost. To je tisto v svojih vsakdanjih opravilih. Ne moramo ostati vedno, kot bomo potem molili v temu prefaciji, ne, božični, ne, da nas ugrabi ta ljubezen, ne, Božja. Ne. Ker prevod, kako je v naših misalčkih, ni nič proti tistemu, ki tam piše, da nas ugrabi, ne, ta zadeva. Ne. Ne nas res ugrabi, ampak ne nas druge stvari ne ugrabijo, moramo tudi se vračati v resničnost našega vsakdana in moramo imeti, kot so rekli komentatorji, eno nogo trdno na zemeljskih tleh, z eno pa že korakati v večnost, ne, tako so rekli, ne. Ali pa eno oko v večnosti, v nebesih, eno pa, da je trdno usmerjena z resničnim pogledom, stvarnim pogledom na vse te zadeve, na te stvarnosti zemeljske. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.